Za 26. nedeljo med letom je tudi Slomškova nedelja. Evangelije vzet iz Evangelija po Luku. Tisti čas je Jezus rekel farizejem: živel je bogataš, oblačil se v škarlat in dragoceno tkanino, ter se dan za dan sijajno gostil. Pri njegovih vratih pa je ležal revež, ki mu je bilo ime Lazar in je imel polno ran po telesu. Rad bi se najedel tega, kar je padalo z bogatašove mize, pa so le psi prihajali in lizali njegove rane. Revež je umrl in angeli so ga odnesli v Abrahamovo naročje. Tudi bogataš je umrl in so ga pokopali. In ko je podzemlju trpel muke, je povzdignil oči in oddaleč videl Abrahama in Lazarja v njegovem naročju. Zaklical je: Oče Abraham, usmili se me in pošli Lazarja, da pomoči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, kajti strašno trpim v tem plamenu. Abraham mu je rekel: otrok, spomni se, da si v življenju dobil svoje dobro, Lazar prav tako hudo. Zdaj je on tukaj potolažen, ti pa trpiš. Vrh tega je med vami in nami velik prepad. Tako da tisti, ki bi hoteli od tod priti k vam, ne morejo, pa tudi od tam se ne more priti k nam. Nato mu je bogataš rekel: prosim te torej, oče, da ga pošlješ v hišo mojega očeta. Imam namreč 5 bratov. Naj jih posvari, da tudi oni ne pridejo na ta kraj mučenja. Abraham mu je dejal: imajo mu zasajn preroke, ti naj poslušajo. Bogataš pa mu je odvrnil: ne, oče Abraham, temveč če pride kdo od mrtvih k njim, se bodo spreobrnili. On pa mu je dejal: če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se tudi ne bodo dali prepričati, če tudi kdo vstane od mrtvih. To je Kristusov evangelij. Ob Slomškovi nedelji bi lahko rekli, se malo poglobimo o našega blaženega Antona Martina Slomška. Škof Slomšek, Anton Martin Slomšek, je bil vesel človek. Čeprav mu življenje ni prizanašalo s stiskami in preizkušnjami, je do konca ohranil veder značaj. Silno je ljubil svoj narod. Želel je, da bi njegovi rojaki lepo in duhovno in bogato živeli v svoji zemeljski domovini in dosegli deželo, kjer mlado je vse, v tisto deželo trpljenja ne zna, tamkaj je pravo veselje doma. Svetniki in blaženi so navadno vzorniki in priprošniki v določenih stvarih. Slomšku se lahko priporočamo v katerikoli stiski. Posebej nam je vzornik in priprošnik v vzgoji za ljubezen do zemeljske in nebeške domovine in do edinosti kristjanov. Znana je Slomškova ljubezen do slovenske domovine in slovenskih ljudi. Kdor ne pozna njegovih programskih besed: sveta vera, bodi vam luč, materni jezik pa ključ do zveličavne narodne umike. Slomšek je ogromno storil za zdravo izobrazbo otrok in odraslih, preprostih in veljavnih. Kako pri srcu mu je bila vzgoja priča za tiste čase bogat šolski leksikon Blaže in Nežica v nedeljski šoli. Nenehno je spodbujal starše, duhovnike, učitelje, naj se zavzeto posvečajo vzgoji otrok in mladine. Vzgoja v domači hiši ni mogoče nadomestiti, čeprav sta šola in cerkev veliko pomoč pri vzgoji dobrih, delovnih in poštenih sinov in hčera slovenskega naroda. Salzburški nadškof, kardinal Schwarzenberg, je Slomšku dejal: učitajo vam, da se preveč zavzemate za slovenski narod in jezik. Slomšek mu je odgovoril: mene to učitanje ne moti. Tisti, ki me sodi, je Gospod. Slovenska mati me je rodila, naj me slovenščina ima za svojega hvaležnega sina. Zemljo materno želim duhovno obdelovati,
dokler se v njej nekoč ne spočijem, če je taka Božja volja. Kljub temu jasnemu in pogumnemu odgovoru ga je nadškof Schwarzenberg po smrti škofa Kutnerja imenoval za levantinskega škofa, papež pa je to imenovanje potrdil. Levantinska se je ta škofija imenovala po Labotski dolini na vzhodnem Koroškem, ki se je po nemško reče Lavantal. Svoj škofijski sedež je imela v mestecu Šentandraž sredi te doline, ki pa je bila že takrat poseljena v glavnem z nemško govorečim prebivalstvom. Iz narodnostnih razlogov je Slomšek sedež škofije preselil v Maribor, katerega okolica je bila naseljena slovenskim življem. S tem svojim daljnovidnim dejanjem je velik del Štajerske rešil pred ponenčevanjem in s tem narodnem izumrtjem. Slomšek je njemu izročeno ljudstvo usmerjal nebeško domovino, v očetovo hišo, kjer veselje je doma. Bil je ocenjen in iskan pridigar. Nauk svetega pisma, cerkvenih očetov in izrečila je znal vernikom približati v preprostem in slikovitem jeziku. Nevsiljivo je ljudi poučeval in jim razlagal temeljne verske resnice. Srce mu je zagorelo, kadar je ob slovesnih priložnostih mogel pridigati v slovenskem jeziku. Ne pozabimo, da so tedaj štajerska mesta Celje, Ptuj, Maribor imelo veliko nemškega prebivalstva. Zanje je pridigal tudi v nemščini. Znan je njegov rek: kdor premoženje izgubi, veliko izgubi, kdor poštenje izgubi, še več izgubi, kdor pa vero izgubi, vse izgubi. Njemu luč ugasne sredi temne noči. Slomšek je zelo pospeševal ljudske misijone. Več jih je tudi sam vodil. V Celje je povabil ljudske misionarje lazariste, da bi pomagali duhovno prenavljati njegovo škofijo. Tretje področje njegovega delovanja pa je bil ekumenizem, delo za edinost kristjanov. V ta namen je leta 1851 ustanovil bratovščino svetega Cirila in Metoda, ki se je razširila po vsej Srednji Evropi. Ves je gorel za to, da bi se vzhodni kristjani vrnili v naročje katoliške vere. Naj nam škof Slomšek pomaga, da se bomo zavedali svojih slovenskih korenin, še zlasti po vstopu, ko smo vstopili v Evropsko unijo in zvezo. Nikar ne pozabimo, kje je naš pravi dom. V nebesih sem doma in z zglednim življenjem po veri prispevajmo svoj nenadomestljivi kamenček v delu za edinost vseh kristjanov. Lepo popraznovanje Slomškove nedelje želim vsem skupaj.